Dober večer, ona sera. V imenu organizatorjev, to je Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, ob sodelovanju kulturnega kluba Klub Kulturale iz Kopra in posredne knjižnice Srečka Vilharja iz Kopra, vas vse lepo pozdravljam. Hkrati pa seveda pozdravljam tudi vse naše goste, ki so se odzvali na naše povabilo. Nisem bil pripravljen, da bom pozdravljal v imenu vseh organizatorjev, ampak sem se pripravil, da vas bom pozdravil kot predsednik kulturnega kluba Klub Kulturale. Zahvalil bi se glavnemu organizatorju, da nas je povabil k sodelovanju. In ne rečem, da smo se, ko smo razpravljali o tem, ali se pridružimo k sodelovanju, našli 3 zelo dobre razloge, zakaj se moramo pridružiti k sodelovanju. Eden od teh razlogov je, da seveda podpiramo vsako odpiranje javnega prostora za razpravo o družbenih zadevah, ki se tičejo vseh nas. In tu smo tudi sledili motu, ki sta ga zapisala 2 naša člana, nekdanja predavatelja na Univerzi na Primorskem, misliti družbo, ki sama sebi ne misli. In to mislim, da vsaj z našega strani našega kluba je tudi sporočilo, ki ga dajemo tako publiki kot našim gostom v premislek. Potem drugi razlog je seveda ta, da se pogovarjamo o polju, na katerem naš kulturni klub deluje. To je področje umetnosti in kulture. In zato je nekako naša dolžnost in obveza, da podpiramo razpravo o tem področju in problemih, ki se tičejo tega področja. Potem naslednji razlog je pa to, da seveda z veseljem in z razprtimi rokami podpiramo in odpiramo vse pobude, ki jih daje Univerza na Primorskem za delovanje v javnem prostoru oziroma tistem, ki rečemo civilna družba. Se pravi, da se odpira zunaj zidov, zunaj akademskih zidov. To so ti 3 razlogi, hkrati pa smo ob tem, ko smo premišljevali o tem projektu, ki se bo začel nocojšnjim večerom, tudi o stvareh, pri katerih smo malo zasegli z ušesi. Gre tukaj za kritiko, zdi se mi samo to kot popotnica ali pa namig, da razmišljamo tudi na polemičen način in na način, da se mogoče z vsemi stvarmi ne strinjamo, ampak vedno na konstruktiven način. Mislim predvsem na to, na naslov tega projekta, Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza. Prvič se nam je, tako ko smo se pogovarjali, zdela ta sintagma Slovenska nacionalna identiteta nekoliko spolzek teren in je treba, ko se pogovarjamo o tem, jasno opredeliti, kaj s tem mislimo. Ozrli smo se na prakso oziroma na stvari, ki jih v kulturnem klubu počnemo in projekti, ki jih podpiramo. Seveda, ena naših glavnih področij je predstavljanje slovenskih ustvarjalcev v tem prostoru, ampak hkrati pa vedno gledamo tudi na to, da predstavljamo tudi predstavnike oziroma ustvarjalce iz drugih okolij v našem prostoru. Potem naslednji tak projekt je sodelovanje v formu Domica, pri katerem se ukvarjamo predvsem s tem, kako bi, ne toliko z identitetami, ampak kako bi presegli meje, stvarne meje in meje v naših glavah. In tretja taka stvar, s katero smo se ukvarjali v prejšnjem letu, je projekt Pripovedujem zgodbo mesta. In nekako prišli smo s pripovedovanjem meščanov v tem prostoru, smo prišli nekako do ugotovitve, da se tukaj pogovarjamo o nekem mozaiku kultur, mozaiku identitet, kaleidoskopu identitet. To, kar sem zdaj v te naši razmisleki, o katerih smo se pogovarjali, seveda ne pomenijo, da imamo karkoli proti pogovoru o slovenski nacionalni identiteti. Prav nasprotno. Hočemo le spodbuditi, da v teh stvareh razmišljamo s kritično refleksijo in da razmišljamo tudi o tem, kaj identitete pomenijo
konkretno prav v tem našem kulturno mešanem in zanimivem obmejnem takem prostoru. Toliko. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo dr. Jernej. Prav lepo pozdravljeni. Hvala gospodu Ladu Jelenu za ta uvodni pozdrav in tudi za soorganizatorstvo tako kulturnemu klubu kot osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper. Sedaj pa bi najprej z velikim veseljem pozdravila vse tri goste, krasne goste. Jaz sem zelo vesela, da ste danes tu, da ste tukaj z nami in bi kar takoj povedala, zakaj ste tu ali kot predstavniki česa, koga ste tu. Se pravi, dr. Igor Koršič je profesor za zgodovino in teorijo filma na AGRFT v Ljubljani, je predsednik koordinacije kulturnih organizacij Slovenije, KOKS, scenarist, dramaturg, tudi dramatik, bil je dolgo let predsednik Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev in član več mednarodnih filmskih organizacij ter gostujoči predavatelj na več tujih univerzah in filmskih šolah. O vsem tem bomo marsikaj rekli v pogovoru in se že veselim. Tudi Matijas Ovce je človek, ki ima veliko mednarodnih izkušenj, je pa predvsem glasbenik, tako se sam opredeljuje, poleg tega pa še veliko tega. Pravzaprav bi težko rekli, kaj je predvsem, ker je tudi režiser, lutkar, igralec, je doktorski študent Gledališke akademije DAMU v Pragi, ukvarja se z organizacijo in vodenjem mednarodnih glasbenih delavnic, torej v tujini, pa tudi pri nas, prav tu v Istri, mislim, da ga vsi poznamo kot vodji etnohistrije ali etnohisterije, torej krasnega projekta in sploh vodi različne delavnice, gledališke, za otroke, za odrasle, sodeluje z različnimi glasbeniki, zadnja leta je tudi prejemnik kar nekaj nagrad, predvsem na področju lutkarstva, tako da pravim, lahko bi govorili, ampak saj bomo. Tako da, no in še tretjega gosta pozdravljam, to je Lenart Zajc, pisatelj, avtor romanov, najstniških romanov za odrasle, oziroma take trilogije, hkrati pa tudi on, avtor lutkovnih igric in v zadnjem letu tudi je avtor zbirke zapisov o slovenski vstaji, vstaja zombijev. Pravzaprav so vsi trije naši gostje, današnji vstajniki, če lahko to opredelitev potegnemo. In najbrž to ni naključje, oziroma bom rekla tako, jaz sem povabila današnje goste zaradi osebnih izkušenj oziroma zaradi vašega dela, kot ga sama spremljam, ko sem pa se še poglobljeneje ukvarjala z vašimi življenjepisi, z vašimi intervjuji, z vašimi deli, sem ugotovila, da ste si pravzaprav zelo podobni, da razmišljate zelo podobno in tako da ni naključje, da ste se znašli to leto na ulicah, na trgih. No, ampak pravim, tudi o tem bo še govora, namreč tu smo se zbrali in seveda bi sedaj zelo rada pozdravila oziroma pozdravljam vas, draga publika, ker smo se tu zbrali prav zaradi tega, da se pogovarjamo o nas samih in o skupnosti, v kateri živimo. Zato smo dali naslov projektu Ti si, ker nas zanimaš ti, nas zanima drugi, nas zanima ta skupnost vseh teh posameznikov, kjer pač nismo sami, ampak tudi tega se moramo zavedati, da stvorimo. Zavedati se moramo sebe in zavedati se moramo skupnosti, ki jo tvorimo. In seveda je pa to hkrati, ta Ti si, je hkrati kratica projekta, daljši naslov govori o slovenski nacionalni identiteti, krajše smo rekli, da je to, torej smo poimenovali ta projekt Turizem, identiteta Slovenije.
In že iz reakcij nekaterih ljudi, ki sem jim pač predstavljala ta projekt, lahko povem, da, in morda je tudi vaše razmišljanje tako, kaj ima zveze, oziroma kje je tista direktna, neposredna vez med turizmom in identiteto. Kaj zdaj, nekatere je motiv turizem, nekatere je motila identiteta. Gre pa pravzaprav za isto reč, tako kot se na tej ravni posameznika moramo najprej zavedati, kaj v resnici smo, da lahko ustrezno stopimo k drugemu, nastopamo v odnosu do drugega, enako je tudi na ravni skupnosti. Ko se skupnost zave, kaj je, lahko vstopa tudi v mednarodni prostor in turizem je danes pravzaprav najpogostejša ali najbolj množična dejavnost, kjer stopamo v prostor drugih. Tako da gre tukaj za isto relacijo, ali se poznamo dovolj, ali je ta povezava med identiteto, med tem, kar smo in tem, kar se predstavljamo, dovolj močna. Ali sploh je ta razmislek. Ali gre to vzporedno, ne da bi se to povezalo. Se pravi, ne vem, za mednarodno prepoznavnost se delajo neke strategije, to, kar v državi delamo, se počne nekaj čisto drugega. In tu je dr. Musek v psihološkem portretu Slovencev že v 90-ih letih, tudi dr. Musek bo eden gostov na naslednjih večerov, povedal, da pravzaprav je, tudi on je to statistično podkrepil, da smo Slovenci nagnjeni k temu, da se predstavljamo lepše, kot v resnici smo, oziroma da se zavedamo, da se predstavljamo drugače, da nismo iskreni v tem nastopanju do drugega. Tu seveda sam tudi išče vzroke za to in pravi, da je to gotovo nek občutek majhnosti, nek občutek manj vrednosti, ki se kaže v še hujših potezah, ne samo v tem, da smo neiskreni do sebe, ampak smo lahko na eni strani potem zelo zavrti do drugega, zelo previdni, ali pa gre to v agresijo. In to je dr. Musek dokazoval že v 90-ih letih, nakazal pa je, da je možno, da je ravno z osamosvojitvijo Slovenije lahko dosežemo bistvene spremembe v teh občutkih manj vrednosti. In računal je, izrazil je upanje, da bo morda, on govori o osebnostni strukturi skupnosti, da bo prišlo do premikov. No, ampak danes, po 20 letih, se lahko vprašamo, zdi se, da sta pravzaprav ravno ti dve potezi. Na eni strani umik v pasivnost, ta previdnost, ta zadržanost in na drugi strani agresija, ki meji ali pa ki že prehaja v sovražnost. Izgleda, da sta ti dve potezi danes pravzaprav v razcvetu, namesto da bi v teh 20 letih pravzaprav naredili kaj na tem. Ampak, in tu se lahko navežem tudi na misli Matije Sovceta, pa tudi vas, ki ste bili na ulici to leto, morda je ravno ta kriza, ravno ta čas, v katerem smo, pravzaprav pravi čas, da nekaj naredimo na tem. Da z ozaveščanjem, da s pogovori, kot je ta, morda dosežemo ta začetek nekih sprememb. In to, tukaj bi se samo v uvodu še navezala na vaše misli. Tukaj seveda ne govorimo samo o etničnih Slovencih. Tudi ko govorimo o nacionalni identiteti, namenoma ne govorimo o narodni identiteti, torej ločimo lahko, in mi pač, sama v tem projektu zagotovo ločim, narod in nacijo. Torej, nacija je državna skupnost vseh, ki danes živimo v Sloveniji, in mi bomo danes ravno tako kot upam na vseh naših pogovorih govorili o slovenski skupnosti, ki jo seveda predstavlja, daje ji pečat slovenski narod, gotovo v veliki meri, ampak tako kot je tudi Kosovel tu zapisal, pravzaprav je to gost, ki ga oblikujejo vsi vetrovi in vsi
bližnji in daljni sopotniki. In tudi naši gostje bodo pravzaprav predstavniki vseh teh različnih skupnosti, tako da upam, da bomo sprožili ta razgovor s vsemi, ki sestavljajo z veliko temi, ki sestavljajo našo skupnost. In kot eno majhno provokacijo, zdaj vi sicer, dragi gostje, ne boste tega videli, ampak občinstvo pa bo, bi nekako en mali dokaz, da imamo v resnici problem z zavedanjem, kaj smo in kako se želimo predstaviti navzven, je vsaj meni bil dokaz za to, mi je bila razstava, jaz bom pa stopila, dovolite, da si ogledam to, kar boste tudi vi videli. Torej gre za, gre za razstavo Badi Bir v Berlinu. Berlin, veste, da ima za simbol medveda in njihova velika veleblagovnica KVD se je odločila, da bo sponzorirala, da bo financirala akcijo, ki naj bi oživila mesto in ne samo mesto, ampak ki naj bi pokazala, kaj je pot, kje je pot današnjega sveta. To je ravno ta povezanost, medkulturnost, povezanost vseh, ki sestavljajo danes ta svet. In zato so zaprosili potem ob pomoči Združenih narodov in tudi UNICEF-a, torej to so se potem vse te organizacije združile, so zaprosili umetnike širom sveta, da oblikujejo, torej poslikajo medveda, tako kot ga vidijo sami, kot predstavniki torej neke države, oziroma tako, da bo najbolje predstavljal državo, kulturo, iz katere izhajajo. In poglejte, na internetu so tudi filmčki, tako da si lahko še bolj slikovito dobite torej vtis o tej razstavi. To so makete, sicer pa je po Berlinu so potem ti dvometrski medvedi razmeščeni po celem mestu, se pa razstava seli tudi po vsem svetu, po raznih mestih. In kot vidite, je večina medvedov enovitih, imajo enovito podobo. Se pravi, ne vem, Finska je bela z losi, potem imamo Irsko, je zelena z ovčkami in kravami in tako naprej. Ne vem, Hrvatije ni videti tu. Kaj mislite, kaj so imeli Hrvati? Torej, bil je medved nogometaš, ki je imel seveda dres šahovnico, tako da nogomet in šahovnica. Kaj mislite, kakšen je bil slovenski medved? Če pokažemo hrbet, najprej. Torej, zadaj so turistične razglednice, se pravi motivi, za katere lahko predvidevamo, da jih tujci prepoznajo kot slovenske in recimo, da rečemo, ja, prav je tako, da se poskusi na ta način asociirati na Slovenijo. Ampak kaj pa sprednji del? To je pa sprednji del. Koper. Krajski javnost. Preveč je stvari, po moje, srce, lectovo, verjetno pa je rdeče. A ni to smrt? Sem vedela, da bo Matija reagiral na smrt. To mi je všeč. Smrt je... Simbol česa pa naj bila smrt na slovenskem medvedu? Na slovenskem medvedu? Kaj v zvezi s tem plesom? Ne, ni. Po moje, da to gre za ta mrtvaški ples, tako da po moje, ne vem, kako se početamo. No, da ne bomo predolgi,
Torej, hvala, gostje. Torej, tako kot je bilo tu rečeno, nekako teh elementov je veliko. Lahko si greste tudi pogledati, je tudi razlaga na spletu, torej kaj predstavlja. V resnici gre za to, da se pokaže, želel je pokazati 4 naravne elemente, voda, zrak, zemlja, ogenj. Hotel je povedati, da narava, da tudi v Sloveniji, da skrbimo za naravo, da narava izumira, to je smrt, da gremo, da je okolje pač ogroženo, da pa je rešitev v pogumu, v srcu. Tako da to je, in seveda v povezanosti. To je na kratko interpretacija, ampak kakorkoli, jaz sem bila tam v Berlinu študenti in so si bili edini, da pravzaprav Slovenije v tem medvedu niso prepoznali. Kljub temu, da so lahko sporočila zanimiva, dobra, ampak dobro izvedba, tudi lahko o tem debatiramo, ampak kakorkoli nekako smo ugotovili tudi v primerjavi z drugimi, da je tu nek problem. In zato bi se lotili te razprave, ki bo morda tudi, ki bo morda, ampak si nadejam načela ta vprašanja. Ampak, kot sem rekla, izhajali bi najprej iz vas samih, torej iz nas. In še to bi rekla, če ima kdorkoli kakšno vprašanje že med razmišljanji naših gostov, je vabljen, da dvigne roko in takoj postavi vprašanje. Sicer pa, če ne bo kaj takega že vmes, bomo na koncu prav gotovo odprli prostor za vaše vprašanja in za našo skupno razpravo. Tako da, dragi Igor, zanima me, kaj je tebe pripeljalo do razmišljanj, ki jih imaš danes. Igor je namreč mene osebno zelo navdušil z razmišljanji ravno o identiteti in prepoznavnosti. Ampak to, ne da bi vedel za naš projekt in ne da bi jaz vedel za njegov. Tudi ti razmisleki so objavljeni v reviji Srb, Srb 2000, tako da si lahko gledate zelo dolgo razmišljanja, upamo, da jih bo Igor tudi objavil. Tako da me zanima, odkot si prišel, kaj je tvoje ozadje, zaledje, tvoje otroštvo, tvoje okolje, iz katerega si izhajal. Igor je tudi Primorec, vsaj po eni strani, po izvoru. Tako da prosim. Škoda bo to. Gre za knjiga je pravzaprav na spletu objavljena. Hvala za povabilo in vesel sem, da sem tu. Objavljena je kot spletna knjiga, ki je izhajala v tej reviji v nadaljevanjih, potem na koncu je pa tudi celota objavljena in se imenuje V Evropo. In to sem pisal od 1991 do 2000. V bistvu je esej, ampak je nastajal kot neke vrste dnevnik, kot neke vrste premislek o tem, kdo smo, zakaj smo, kam gremo. Zdaj mislim, da bo res to objavljeno, zaradi tega, ker se je pokazalo, da sem marsikaj, kar se zdaj dogaja, takrat kar dobro zaslutil. Toliko tem. Zakaj sem začel? Zakaj me ta problem zanima? Prvo poglavje, mislim, da se imenuje identiteta in prepoznavnost. Niti nisem se spraševal takrat, zakaj. Verjetno je ta situacija bila, da smo kar naenkrat to identiteto konkretizirali v državi. Potem, jaz sem se 10 let prej vrnil iz 15-letnega bivanja na Švedskem. Od mojega 18. leta do 33. sem delal in študiral na Švedskem in sem se 81. vrnil v Slovenijo. To je ena stvar. To, kar si pa omenila, Vesna, je pa moje poreklo. Moji so Primorci, to je verjetno preveč splošno tukaj reči. Verjetno sploh ni res, ker so Brici in te so precej daleč od morja.
Goričani iz Goriškega in so bili pregnani leta 29. Tako da na Štajersko v okolici Brežic. In jaz sem ta problem identitete in nacionalne prepoznavnosti pravzaprav doživel malo paradoksalno. Moji nono Ivan in njegova družina so bežali pred italijanskimi fašisti. Štajerci, med katerimi so se naselili, so jih pa še, potem, ko sem jaz odraščal, zmerjali z makaronarji in drugimi takimi zmerljivkami, ki so v glavnem nastajali med Prvo svetovno vojno kot propaganda proti Italijanom, meni se zdi. Tako da, evo to, ne bom predal za začetek. Če dovoliš, jaz bi prebrala ravno odlomek iz tega tvojega razmišljanja, ki se navezuje na to tvoje otroštvo. Namreč ti si ravno iz teh zmerljivk dobil izkušnjo, ki jo tu opišeš tako. Od takrat sem voljnost mnogih Slovencev za stigmatiziranje, zaznamovanje, izločanje, izobčenje, žigosanje, izničenje, marginaliziranje, opravljanje, sumničenje, likvidacije tudi, morda predvsem drugega, že dodobra spoznal. Pri tem jim pride prav karkoli, geografske, politične, nazorske, estetske, kakršnekoli pač razlike. Gre za nesrečno lastnost, ki, kot kaže, temelji na trajnem in močnem občutku osebne ogroženosti, za nezrelost, sparjeno za avstroogrsko, germansko, robato ošabnostjo. Nezaupanje in nagnjenost k namirnemu povzročanju škode drugemu je razširjena med vsemi sloji, od kmetov do izobražencev. Med kmeti bolj spontana in slikovita, med višjimi sloji bolj zadrta, bolj neizprosna, bolj uglajena in prefinjena. V svetu, v katerem vse učinkovito delo temelji na sodelovanju in timskem delu, to verjetno pomeni resno oviro. Zdi se, kot da bi ta iracionalna nagnjenost, vidna že v specifično slovenskem obnašanju na pločnikih, izhajala neposredno od med sabo sprtih rodovnih skupnosti v zakarpatskih zemljankah. Še vedno misliš tako? Ne, če to sem pisal verjetno enega 94. 95. Seveda je to danes še tudi bolj jasno. Jaz mislim, da smo se morali osamosvojiti, ne zaradi tega, da bi zablesteli s svojimi kvalitetami, ampak zaradi tega, da se dejansko prvič spoznamo, zato ker se ne moramo več pritoževati nad Beogradom, nad Dunajem, mislim, 1000 let je bilo to možno. Zdaj smo pa prvič soočeni sami s sabo in seveda ni lahko, ker se je precej tega nabralo in ja, jaz mislim, da je to je tisto, kar me preseneča, ko danes berem, da sem že takrat videl. Da si že takrat videl? Ja. Hvala, Igor. Matija, druga generacija, ampak tudi ti govoriš o nekem kompleksu slovenskih gledalcev, poslušalcev. Lahko poveš kaj o tem, oziroma kaj je tebe zaznamovalo, da tako gledaš, kot gledaš na današnje stanje? Dobro večer vsem skupaj. Ja. Jaz se zahvaljujem za to inicijativo, po moje zelo pomembno, da se družimo in govorimo o takih pomembnih stvareh, sicer po 20 letih, ampak vseeno, v redu. Ne? Dobro, jaz sem zdaj malo druga generacija, tako da jaz ne vem točno, kako so se zdaj vrtele. In takrat, ko sem začel za to zanimati, sem šel v tujino in pač tam nekako se tudi nisem toliko zanimal za dogajanje v Sloveniji, da bi bil pretirano, nisem bil seznanjen in tudi pač v teh letih, tako je zdaj, ko sem prišel nazaj, sem naenkrat dobil dost močen impuls od celega slovenskega naroda in sicer v obliki teh protestov, ki so nastali nekako intuitivno iz nekega našega ponotranjenega občutka, ki smo ga očitno nekaj časa kar tlačili vase in je zdaj končno počlo, tako kot ta žled, zdaj ko pada očitno, bojo morali zadeve še zmer pokati v tem smislu, da
da bomo vseeno zlomili ta svoj ego, ki ga imamo v sebi. To je itak normalno nekaj, po moje, za vsak narod. Vsak narod ima nek kompleks in vsak ima neke predstave o sebi in o drugih. Tako je, jaz sem pač vrnil v Slovenijo zaradi tega, ker se mi je zdelo vseeno tukaj, bom rekel, najbolj optimalna situacija glede na cel svet. Tako da, ja, razmišljal sem o Buenos Airesu, razmišljal sem tudi o Avstraliji, Tasmanija je tako malo podobna nam, ampak nekako se mi je zdelo tukaj dobra kombinacija vseh stvari, pa so kriza, to je pa sploh čas, ko se dogaja in mene pač to zanima. In jaz ne morem živeti brez sprememb, tako da zaradi tega sem v bistvu prišel nazaj. Ljudi pa spoznavam jaz na zanimiv način, mogoče vam ni tako blizu, jaz pač grem na oder in začnem z njimi govoriti. In potem vidim, kaj rečejo, oziroma čemu se smejijo, čemu ne, kje se jokajo in tako. In na ta način tudi spoznam dosti hitro to kulturo. Tako je, igram po celem svetu, kjerkoli, od zaporov do osamljenih otokov. In v Sloveniji je pač zanimivo tudi, kako se odzivajo. In zame je bilo dosti eksotično, ko sem prišel nazaj iz Češke, ker so bili pač nad kulturo in nad umetnostjo zelo navdušeni, tudi pač njim je to predstavlja nek ideal, še zmeraj pri nas tega ni toliko, pri nas pač zadevo gledamo zmeraj z vseh zornih kotov in preučujemo, če ni smešno, se pravi, zadeva nam zgleda fajn, mogoče, iz nekega zornega kota, ampak mogoče pa z drugega zornega kota ni, zaradi tega se ne bomo še smejali, bomo še počakali, ne, še malo počakamo. Zdaj tudi mogoče, dobro, zdaj še ne bomo in pol šele, ko smo res ziger zaploskamo in se zasmejimo, se sprostimo, pol pa v redu, ampak to pa ponavadi traja nekaj časa. Tudi na ulici špilam in tudi tam spoznavam tako, različne odzive, tako da to je tudi zelo splošen vtis, zdaj ne morem iz tega posploševati. Zdaj Primorci, to se ne da primerjati z Ljubljančani, Če ne bom rekel, jaz sem tudi Primorec, ne bi bil, ja, ne vem, Ja, tukaj v enem intervjuju, če dovoliš, bi se kar navezala na to, kar si zdaj povedal, ker opišeš te različne publike, Praviš, Čehi so odlični v ploskanju, imajo pa svoj tip humorja, ki je postavljen predvsem na besedah. Radi imajo sproščeno in nezapleteno gledališče. Poljaki so pravo nasprotje, so zelo pozorni in kritični gledalci, pa vendar hvaležno občinstvo. Finci pridejo v gledališče in so tiho, še preden ugasnejo luči. Japonci podobno spodobni, s tem, da se izredno dobro odzovejo na humor. Južna Amerika ima precej specifičen okus, večinoma bolj grob in postavljen na besedah, zato se tam na ulici ali v težjih razmerah nisem najbolje ujel. V Rusiji so, predvsem na festivalih, odlični gledalci, tam se Ludkar počuti kot rock zvezda. Prav tako na festivalih v Avstraliji, kjer pa gledališča spet ne sprejemajo tako intenzivno in se ga hitro naveličajo, prav tako hitro, kot so se navdušili. Kaj pa Slovenci? O Slovencih je že povedal, tako da ne bom ponavljala. Hvala, Matija. Zdaj, glede na to, da sta tako Igor kot Matija, pravzaprav ju je zaznamovala tudi tujina, ta pogled od zunaj. Ampak saj bomo o tem še kaj rekli. Lenart, koliko si ti potoval, oziroma kaj, imam občutek, da je pri tebi bilo kaj drugega, bolj ključnega, da ravno tako, ko sva se pred letom dni približno srečala, da si imel zelo zanimive zamisli, oziroma zelo sorodne tudi zamisli spet o tem, kako pravzaprav premalo se zavedamo, kaj smo, da se premalo zavedamo lastne kulture, ki bi lahko postavila naša zaščitna znamka. Tako da, odkot tebi zaledje za takšno razmišljanje? Ja, zaledje za tako razmišljanje v bistvu niti ne vem. Potoval sem manj kot videla po tujini, tudi sploh študiral v tujini ali živel v tujini, sem pa dosti delal v tujini skupaj z Nemci,
Čehi, Poljaki, Litvanci, Romuni. Mislim, ko smo postavljali mednarodno zvezo Kalma, to je zveza literarnih hiš, ki so namenjene gostovanju štipendistom, in to bilo treba pač z DSP-jem smo skupaj to organizirali. In tukaj smo dosti debatirali o teh zadevah, ampak v bistvu pri vseh teh narodih, ki so se pogovarjali o položaju literature, smo ugotovili, da se v bistvu te oblastne strukture na literaturo odzivajo zelo podobno. Skratka, jo jemljajo kot nujno zlo, ki ga pač morajo imeti kot del njihovega naroda, bi bilo pa bolj, če ga ne bilo, ker literatura ima škodljiv vpliv na redne učice. No in to mi dali takrat malo misliti vsemu skupaj in o temu našemu osamosvajanju, ker v bistvu Slovenci 91. smo imeli precej močno kulturno identiteto. V bistvu takrat naspram Beogradu, proti kjermu smo se obračali in tako naprej, smo se počutili še malo večje od srbske kulture, čeprav v bistvu, če gledamo srbsko zgodovino pa njihovo kulturo, v bistvu imajo in močnejše literate in močnejši teater in vse, ampak mi smo pa takrat NSK pa vse sorte, kar nas je takrat dvignalo v bistvu višje. Ampak hipno, ko smo se osamosvojili, smo se vsemu temu odpovedali. Odpovedali smo se simbolom. Recimo Lipov list je bil takrat en tak naš zelo značilen simbol, ki smo samo, zginuje skoraj do zdaj do Lipkota, do Košarka se ni pojavil več. Triglav smo ohranili silom prilike, pa še proti temu smo se pritoževali, češ, da ni vse slovenski, ampak po drugi strani, Hrvati, Šahovnica, vse, če Dalmatinca vprašaš, bo tudi vsak rekel, da Šahovnica spada na Zagreb, ne Dalmacijo, ampak po drugi strani so se poistovetili z njo. In zato, ker nismo bili sposobni poiskati te svoje identitete, kakšnega simbola, karkoli, imamo tazga medveda, kot smo ga pač imeli, Hrvati imamo pa fuzbalerja v Dinamo dresu, ampak vseeno, jaz mislim, s tem, ko smo mi začeli zgubljati to svojo kulturno identiteto, tako, kot smo zgubili vso svojo vizijo, nasploh hipno, ko smo bili sami sebi prepuščeni, očitno smo toliko zelo navajeni, da rabimo enega od odzunij, ko se kregamo na njega, zdaj sem že čez dalje razmišljal o tem, da bi se odcepili tudi od Brusla, to pač očitno to znamo, o tem smo res dobri, najprej od Dunaja, zdaj od Beograda, ok, od Brusla bomo malo hitreje. Ampak, hočem reči, ne znamo poiskati svoje lastne vizije, kako se premakniti naprej. In tukaj jaz mislim, da je kultura in umetnost ključnega pomena, kot ta luč, ki vodi ekonomijo. Ni ekonomija ključna. Ekonomija sledi temu, kar hočemo postati in kar hočemo biti. To, kar pa hočemo biti, se pa vidi skozi umetnost. Pri nas se postavljamo stvari od spodaj navzgor. In tukaj jaz mislim, da je ta moment, kjer moramo drugače začeti razmišljati in tudi ekonomistov povedati, morda, da vse so pomembni, vse to, kar počnejo, je seveda nujno za naš obstoj, ampak ni pa to naša esenca. Samo za ekonomijo je bilo po mojem še najbolj simpel, če se nazaj preklopimo samo Avstriji, sprejemamo avstrijske zakone, uveljavljamo nemščino kot uraden jezik in imamo krasno vse urejeno. Ampak mislim, da to ni poanta. Hvala. Ja, tudi z gospodarstveniki bomo debatirali, tako da bomo slišali tudi njihov pogled. Ampak zdaj bi ostala še pri tem, pravzaprav si tudi ti potrdil to, da si na te misli prišel pravzaprav v primerjanju naše situacije z drugimi situacijami, sorodnimi ali drugačnimi v drugih državah. Se pravi, kaj vam pomeni ta relacija, Slovenija, tujina, oziroma zdaj vam bom zastavila še eno vprašanje v zvezi z besedo domač. Namreč eden od ciljev tega projekta je tudi, da pridemo do teh atributov slovenske identitete preko ključnih besed, preko besed, ki imajo v slovenskem jeziku eno posebno težo, ki se jo da pokazati z statistiko, z pojavnostjo v pregovorih, v pesmih, v popkulturi, v ljudski, tradicionalni in tako naprej. No, in mi bi radi preizkusili nekatere besede, ki se kažejo morda kot take, tudi zanima me, kako vi gledate recimo na kakšne take besede. In ena od teh, ne vem, če se tudi publika strinja, bi lahko bila beseda domač. Slovenci imamo zelo radi domače. Domače je, samo trenutek, ampak dobro, vse lahko potem kasneje povem, kaj vse je domače, recimo, ampak zdaj me zanima vaše mnenje, se pravi relacija domače in tuje. Doma se kregamo.
parlamentu. Obstaja tudi tista znamenita slika doma, kjer se ne kregajo, se kregajo s tišino, so zelo zadrti in se ne pogovarjajo. To dvoje znamo. Bom navezal na Lenarta pa na kulturo, za katero je rekel, ja, kaj bi morala, kakšno vlogo bi morala odigrati, ampak mi tega nočemo. Ne? Niso nam nasprotniki ekonomisti, ampak, kaj pa jaz vem, politiki predvsem zaradi tega, ker so pač vzeli, so stopili v te čevlje in bi morali biti odgovorni in bi morali razumeti. Mislim, ničesar ne razumemo, to je v redu govoriti zdaj pred praznikom. Ne razumemo, da sicer to je floskula še iz komunističnih časov, da kultura in umetnost to ni potrošnja, to ni strošek, ampak je investicija. To marsikdo rad reče, ampak pokazal pa tega še ni nihče. Mogoče še največ o tem govori, da zadnji minister dela obratno. Oni nam razlagajo, da je 30% denarja manj, da je treba konkurenco, v bistvu na en perfidni in grd način vlačijo neoliberalno ideologijo na področju kulture. Na področju kulture verjetno ste opazili stvari, ki se dogajajo. Par pevskih zborov ni dobilo denarja, ki sta dva pevska zbora, ki sta kar pomembna in to je zame popolnoma nezaslišano. Predstavniki ministrstva to mirno razlagajo nekaj samoumevnega. V tem smislu verjetno niti ne rečejo, da moramo šparati, ampak apelirajo na našo slabo vest, ker smo disciplinirani in vestni in radi poskrbimo, da zaslužimo sami zase. In potem pristanemo na to nekako vsi kot občinstvo, pa predvsem tudi kulturniki. Tako da zdaj, kaj se dogaja med kulturniki, jaz se trudim danes pa včeraj, da bi eno izjavo v zvezi s tem, da nimamo kulturne politike in da naj minister, če ne misli neke kulturne politike narediti, naj pač odstopi protestno. To je skoraj nemogoče narediti, zaradi tega, ker je vsako društvo, vsaka kulturniška srednja je mogoče nekaj malega nekje dobila in se ne bi rada zamerila. In filmarji bom jaz govoril, da ne bom o drugih grde stvari govoril, ampak o mojem Trajbo, kaj je že to plemenu. Oni so bili pravzaprav najbolj udarjeni, zato ker je bila Prešernova nagrada zelo nestrokovno podeljena, to pomeni, je bila politično prevzeta. Prvič in najbolj očitno, tudi v najhujših časih se to ni tako zgodilo, ampak filmarji ne bojo nič rekli o tem v javnosti. Strokovna komisija je odstopila in je majčkeno izvesela, ker oni so nekako povedali, to ni bilo vse v redu in bi bilo za pričakovati, da bo zdaj tisti, za katere gre, to se pravi filmsko pleme, da bi rekli, bravo, strokovna komisija, povedali ste resnico, to, kar delajo s Prešernovo nagrado, se ne dela. Ne, niso. Oni so rekli, ne bomo se tega šli, to ponovadi ne prinese nobene koristi, to je kulturni boj. Bomo mi poskušali nekaj mogoče profitirati od tega. Dajmo predlagati mi, da bi mi imeli kar eno svojo, to je tipično slovensko, eno svojo strokovno komisijo, ker zdaj imamo nekaj scenske umetnosti in tu so notreni tujci, ki ne razumejo naše umetnosti. In pravijo, pa sej mogoče ni tako slabo, da so letos Uni dobili, ker če bomo tiho pa pridni, to so dejansko napisali. Če se ne bomo preveč usajali, bomo drugo leto pa mogoče mi dobili. Evo, jaz mislim, da je to domače. V tem kontekstu, ja, pa se da obiti, no, z domačim cel svet, ne? Jaz ne vem, domač je tudi pri meni malo ima tako negativno konotacijo, moram reči, zaradi tega, ker je malo obrnjen v stran nečesa zaprašenega prvič.
Drugič pa tudi nečesa tazega, nacionalističnega ne smem več, ne vem. Domača muzika, grobega bom rekel, grobega, ne. In v bistvu se mi nekako radi od te besede domač distanciramo, zaradi tega, ker je to ponavadi pomeni nekaj zelo zastarelega in v bistvu sploh naši generaciji to noče pomeniti, tudi če čutimo nekaj dobrega, ne. Tako da rajše se reče kaj drugega. Pa dobro, v mojih krogih, recimo ljudski, etno, pa tudi to je problem, ne. Lahko se reče ljudkovni. No, skratka, karkoli drugega lahko najdemo za to besedo, ne. Ampak zmeri v neko drugo smer, tudi tako, da ne bomo zdaj preveč splošni, pa preveč se pajdašli z našimi starimi starši in kakšno drugo generacijo. Gotovo, mislim, da poznamo tudi v reklamah, recimo ta ironičen prizvok domačega in tako naprej, ampak v resnici, v recimo korpusu turističnih besedil, ne vem, koliko poznate te take zbirke, kjer lahko statistično pogledaš pogostost določenih besed, se recimo pojavi beseda domač 16.948. To lahko zelo veliko pomeni, glede na to, da se recimo, ne vem, Postojnska jama pojavi 2000-krat. Se pravi, domač se pojavi 16.948 v korpusu turističnih besedil. Domači so, recimo, domači turisti, domača vina, domača kuhinja, domače istrsko videnje trte in vina, domače živali, seveda, pa tudi domači umetniki, in domači slikari in tako naprej. Po domače rečemo majolki broka, domače so kanele, domač je trg, domača podjetja, torej tudi gospodarstvo je domače. Domačini in domačnost, vse to so besede, ki jih drugi jeziki drugače tvorijo. Se pravi, mi smo razvili res celo vrsto na to temo, hkrati pa čutimo to kot nekaj preživetega, morda vsaj mlajše generacije. Lena? Domače. Mene pa domače v bistvu nima toliko negativnega prizvoka. Mene v bistvu prva asociacija, ko slišim besede domače, je domač kruh, ki ga je moja babica pekla. Pa povezan s tem še un špeh, pa vse ostalo, kar je zraven padlo. Tako da v bistvu me naredi lača ta beseda. Je pa sigurno pa skozi reklame, domače, tisto pa, ko se na to spomnim, pa pol mine, rada pa beseda zoprna, ker pa ni nujno, da bi bila v bistvu. Ja, kaj pa dom, recimo, dom je osnova za domače? Ja, dom je pa dom, tam smo pa doma, tam je pa družina, pa tam pa smo, pa to je pa pol. Ta naša osnovno bivališče, naša osnovna celica tle, odkudar izhajamo, odkudar se učimo, odkudar rasemo in se pol širimo. Skratka, ta dom, jaz se nimam zdaj samo za, drugač doma iz Ljubljane, oziroma rojene Ljubljane, živim zdaj v Domžalah, babica sem na Dolenjskem. Prav jaz kar malo štejemo so tole, vsaj Slovenijo za moj dom, pa pozdravam še Dalmacijo, ki mi je tudi všeč, pa mogoče še malo Grčijo, v severu pa pustim na Verke, tam me pa ne zanima, kaj mraz. Ja, ker en stereotip je pač, da smo Slovenci bolj navezani na dom kot kdo drug, To vprašanje, ali je to res samo naša spet predstava, ali to res drži. Matija, kaj praviš ti, glede na to, da si res bil popotnik? Če drži, da smo mi povezani na dom. Smo bolj kot kdo drug, ja. Aha, pa smo res. Pa ja, mogoče pa smo bolj zaščitniški v tem smislu, ampak to je spet ta majhnost. Ti si se bolj pohvalil iz drugih. Ja, ampak sem pa zmeri in povsod hvalil Slovenijo in Slovence. Tako je. Si lepo? Nisem. Ne, jaz sem hvalil te naše gozdove, ki jih zdaj ni več. Lahko, ja, jaz mislim, jaz tudi ne bi delal te dihotomije, jaz sem pač izpostavil eno plat domačnosti. Domačnost je spet nekaj drugega kot doma. No, ja, občutka, da si doma. Ko sem prišel iz Švedske, sem se temu domu, moram reči, 5 let smejal, pa sem rekel, to ne more biti res, to je Kafka napisal, oni se sami hecajo.
Potem sem 5 let jokal, ker sem 5 let, prvih 5 let na akademiji, ko sem bil. V glavnem gre to za kaj bi rekel, to profesionalne, poklicne, službene odnose. Katera leta so to? 81, 85. To je bilo imenitno, ker po 15 letih na Švedske in Pariza in tako sem bil tujec, de facto. Nisem poznal ljudi, oni predvsem niso poznali mene in so me gledali z neko distanco. In to, kar so pa delali drug drugem, je bilo pa precej nerazumljivo in takrat še ni po meni padalo. Začel je padati po 5 letih, ko sem začel dobivati ideje, da bi kakšno stvar spremenil na tej akademiji. Sem rekel, je absurdno, da imamo samo smer režije in 9 profesorjev za to, da naredimo 4 režiserje na leto, ko pa rabimo 5 montažerjev, 5 producentov in prav te profile rabi tržišče dela na tem področju veliko bolj kot režiserje in v bistvu ne bi rabili nič veliko več profesorjev, če bi začeli še šolati te druge profile. So padli po meni prvič in so rekli, da sem nor, da moram biti tih, da še taki, kot smo, nas hočejo ukiniti, kaj šele, da bi se širili in tako naprej. Danes smo razširjeni, danes imamo vse nove te smeri, kar je bilo samo po sebi umevno, ampak je trajalo približno 10 let, da se je ta ideja udomačila, prej je bilo pa veliko agresije. In to za vsako stvar. En super primer imam. Enkrat sem v eno ropotarnico, kjer imajo snažilke svoja orodja, pogledal in je bil noter pod krpami en računalnik prvih generacij tam skrit. In sem zakričal po hodniku, računalnik je v ropotarnici, kako je to možno. In vsi so se delali, kot da ni nič, zelo čudno so se obnašali. Potem so se začele širiti govorice po akademiji, da imam jaz neke namere s tem računalnikom, da ga hočem prisvojiti in tako naprej. In jaz sem pa spraševal, kako se je to zgodilo in šele več mesecev pozneje, mogoče let pozneje, mi je ena izmed tajnic povedala, da so pač dobili računalnike od računalniške službe na univerzi in da so noben na to razumel in so se odločili, da ga bojo skrili zaenkrat. Verjetno prepoznate to. No, jaz sem takrat to na novo spoznal in sem, ker sem šel z 18 na Švedsko in sem zakoračil direktno v službo kemijskega tehnika na nekem raziskovalnem laboratoriju, pa sem bil pa še v 32 različnih službah občasnih kot študent in tako naprej. Na koncu sem delal na univerzi. Na Švedskem jaz nisem imel nobene take izkušnje. To me je zaskrbelo takrat, ko sem to knjigo pisal. Takrat sem jaz primerjal to, kar sem tle doživljal s tistim, kar na Švedskem je vse narejeno. Tam je lahko vse sorte narobe, ampak je vse narejeno zato, da bo vsak človek dal čim več od sebe na svojem delovnem mestu. Vse bo je naredil za to. Pa tudi, če nisi najboljši, če bi te slučajno kdaj prijelo, ali pa če se bo pokazal, da si talentiran in tako naprej. Pri nas je obratno, pri nas se zatira, onemogoča, meče polena pod noge, strelja v kolena, pri nas je grozno to. In jaz mislim, da je to je nekje blizu srži te krize naše sedaj. Ni bil to samo morda občutek, ker si bil ti vendar tam tujec in si ti tako doživljal Švede. Mogoče je to samo bil tvoj občutek ali ne? Ne, ker sem bil tujec in takrat iz Jugoslavije. Primer. Jaz sem bil na Švedskem, prišel sem poleti in sem se odločil, da bom nekaj časa ostal, da bom mogoče tudi študiral. Na začetku nisem imel tega namena in sem se približno naučil klatiti v 3 mesecih. Takrat sem delal v pekarni
In sem na oglas dobil službo v tem raziskovalnem laboratoriju, Jugoslovaku, leta 1965. V trenutku, ko so mi dali to službo, je bila konkurenca Švedska, očitno niso diskriminirali. Sem dobil ključe od njihovega eksperimentalnega reaktorja, ker smo delali aktivizacijske analize z izotopi, smo morali stvari obsevati in 30 metrov pod nami je bil reaktor, tja smo hodili po vzorce in tako naprej. Jaz sem dobil ključe od vseh prostorov, sam sem si pisal ure, totalno zaupanje. Meni v Ljubljani na akademiji danes po 35 letih mi ne bojo dali enega ključa. Če mi dajo en ključ, bo moral 8krat podpisati in me bojo gledali in bojo rekli, to verjetno ni zakonito. Ne, tu so grozne razlike. Lenard, si ti prej želel? Ne, kot sem sam rekel, v bistvu, tem sem malo to mesem, da v bistvu smo Slovenci, kar je zelo značilno za Slovence, kar pa jaz tako prepoznavam, pa neka konzervativnost. Nevolja ob spremembah. Ne? Če ti nekaj novega prepeljaš, nekaj novega hočeš, kako si rekel, da si ti rabo, da si premaknil v akademiji za 10 let nekaj, kar bi bilo lahko narejeno verjetno v enem letu, če je bila volja, se vedno vsi začnejo spraševati, ampak kaj bo pa pol, če se bo tole, pol se pa meni zgodi tole, dajmo raje pustiti stvari tako, kot so. Ne? Zato se mi zdi, da se stvari pri nas premikajo zelo dolgo in zelo predolgo, sploh po nekem tem svetu, kjer smo zdaj, kjer se drugače dogajajo hitro v organiziranih družbah, zaradi tega tako počas caplamo, čez dalje, počasneje, čez dalje, bolj dalje, čez dalje. To sem poslušal. Ampak kaj je pa s to prislovično pridnostjo, čeprav se res o tem veliko govori, ampak vseeno, jaz bi želela tudi od vas slišati, kaj mislite o tej pridnosti. Kaj sploh je beseda priden? Ste že razmišljali, kaj pravzaprav vse pomeni beseda priden? In jaz sem šla tudi pogledati, ali se pojavlja ta beseda priden tudi v turističnih besedilih. In ne boste verjeli, pojavlja se zelo pogosto. Pravimo, pridno sledimo navodilom naših vodnikov, pridno upoštevamo priporočila, tudi bankomati pridno izplačujejo evre. Potem seveda smo tudi satirični. Mestni golobi, ki v zapuščeni stavbi gnezdijo in jo pridno polnijo s svojimi iztrebki. Kozarci se pridno praznijo. Ne? No, potem seveda je pomen, ki je pogost tudi v drugih besedilih, pridne roke, torej spretnost, delavnost, pridne roke skrbijo za les, vrvi, škripce in vse drugo, pridna čebelarja sta, ne? Pa delavnice, ki jih zdaj kljub improvizaciji s prostorom pridno obiskujejo predvsem mlajši, torej ta rednost, ne? In pa ta vsestranska pozitivnost, ki jo lahko izraža ta pridna punčka. Slovenci smo pridni in če bomo pri povezavah in če nam bodo pri povezavah pomagale še ustrezne institucije, ne vidim razloga, da nam kot Avstrijcem ne bi uspelo. Kako gledate? Mogoče Matija, Pridni. Pridni, to je spet ena taka, mogoče manj blizu vaši generaciji. Ali ne, ali so tudi vam, so tudi teri govorili, da so pridni? A ste mi govorili? Ne. Ja, ne, pridni, jaz bi kar Srečko tako se rad citiral. Hlapec, Hlapčevič, in tako naprej, kako že, ne vem, kako gre, no. No, pač, pridni smo, ko nam je vse jasno, pa pridni smo, ko nismo odgovorni, ampak je nekdo drug odgovoren za nas, verjetno, ne, se mi zdi. Tako je, to je zelo splošno zdaj, ne. Tako da jaz tega spet Madonna, preveč kritičen sem neki, ne vem kaj je to. Jaz mislim, drugače smo pa super, no. Ja. Pa domače se počutimo. Jaz bi pa sploh rekel, da je ta slovenska pridnost mit, ki so nam ga prilepili, smo se ga mogoče malo sami, Bog ve zakaj sicer, ampak pravzaprav, da bi rekel, da bi bili pridni v tem delovnem smislu, ne, so moji poslanci bolj, ne, garaški, kako smo mi, ne, na ta način. Dakle smo mi bolj iznedljivi. Pridni kot ubogljivi, ja, mogoče na prvo žogo, po prvo vtis, samo če se pa gleda nek globino Slovencev, ki pa
spet sam čaka, da se bo odcepil od nekje, pa nekaj naredil po svoje, pa tukaj že ta obogljivost rata vprašljiva. Ne. Tako da, mogoče nas poskuša oblast prepričati to, da smo pridni v bistvu, ampak nismo, ne. Po moje nismo. Ampak to ni slabo, ne? A biti priden? Ja, ne, da nisi priden. To je v redu, ja. Biti priden, pa ne vem, če res v redu, ne. Tako zelo. Tudi, kad so otroci zelo pridni, ne, kad rata ona tišina v sobi, pa kad se zdi, da je vse v redu, ponavadi nekaj zelo narobe. Ne. Jaz sem razmišljal o tem pridnosti ravno, ko sem se vozil sem in sem imel to švedsko primerjavo, kjer dejansko se ne uporablja, skoraj da ne. Tudi ni najbolj sinonima čistega, ne? Če pomislite v drugih jezikih. Čime izrečeš, si ironičen. Jaz mislim, to, kar si ti rekel, odgovornost, zanesljivost je tisto, kar bi oni rekli, kar nima te submisivnosti, te hierarhične dimenzije ubogljivosti. Priden je nekak tisti, ki je ubogljiv, ne? In zaradi tega si pomislil na Kosovela. Ampak taki smo, zaradi tega smo se osamosvojili, da vemo, kdo smo. To ni zdaj žalohojka pa samo pomilovanje. Taki smo, to je res velik dosežek, da smo prišli do sem, da vemo, da smo taki, kot nas je opisal Cankar, kot nas je začel opisovati. Se ni naključje, da pravzaprav vsi ta veliki so zelo natančno vedeli, kdo smo, a ne Prešeren. Nas je imel rad, kot se imamo mi tudi, ampak taki smo, on je to napisal. In to kar ustraja in je bilo, to je posledica seveda političnih, zgodovinskih tudi, a ne. Samo zdaj se ne moramo več zagovarjati na to, zdaj treba to spremeniti. V tem trenutku je zelo hitro, zato ker ni več cesarja, ni več Titita, da bi nam povedal, kaj in kako je treba, ker tu smo dobri, ne? Če rečejo, Tomo zgraditi iz Beograda, odhod že, evo, Luko, evo, bom. Ampak da bi sami vedeli, kaj narediti, tle vidim, jaz vsaj, ampak to ne posplošujem, jaz govorim iz izkušnje na moji ljubi akademiji in z mojim ljubim filmskim plemenom, ki sem ga skusil na tak in drugačen način. No, ampak, da ne bomo, tako kot pravi Matija, samo preveč kritični, ne, in samo kritični, čeprav je to potrebno. V čem pa smo močni, ne? Mi smo in tudi zadali smo si seveda na današnji okrogli mizi, glede na to, da ste vsi trije kulturniki, tudi v tem ožjem pomenu besede, ne? Torej v kulturi vemo, lahko govorimo zelo široko, zdaj, če se zožimo tudi na to kulturo kot umetnost, in smo rekli, da se bomo ravno temu tudi še malo bolj posvetili, marsikaj smo že rekli. Vi vsi trije v bistvu izpostavljate, da je tudi ta kultura, umetnost, naša prednost, naša moč, naša pozitivna lastnost, ki bi jo lahko še bolj izkoristili. Ampak v kakšnem smislu? Najbrž ne, samo da se tolčemo po prsih zaradi Prešerna in Cankarja in tako naprej. Kako vi vidite kulturo kot našo prednost, kot slovensko prednost? Tu pa je neka, bom kar nadaljeval, da bo ena rdeča lit, ta Švedska pa Slovenija. Tu pa je neka prednost, pri nas je veliko ustvarjalnosti. Spet govorimo o študentih. Na Švedskem so mi študenti na filmski šoli so mi govorili, da je njihov glavni problem ta, da problema nimajo. So rekli, srečni ti, ki prihajaš iz neke Jugoslavije, tam ste se pobijali, pa ne vem kaj, imate neko zgodovino, mi pa že 150 let v tej rači mlaki, ki se je reče Švedska. Meni se ni zdelo, da so iskreni, ali pa so bili iskreni, je bilo nekaj narobe z njihovo percepcijo, kar se mene tiče. In
In sem imel velike težave s tem, da sem jim moral dopovedati, pa poslušajte, vse ste umrljivi ljudje, pa imate ljubezenske travme, take in drugačne. To je čisto zadost, ni treba, da si nožili na te. Tega problema pri nas, tega problema jaz pri nas nisem imel. In me je bilo strah, sem mislil, mogoče je to zdaj neka značilnost Zahoda. In sem mislil, 91. leta, ko smo se osamosvojili, sem mislil, je bila zdaj pa Švedska dohitela. In bom čez 10 let dopovedoval študentom, da imajo probleme. Tu so problemi. To se ni zgodilo, tukaj se je nič spremenilo. To se pravi, mi imamo, in jaz mislim, vidim veliko tega ustvarjalne želje, ustvarjalnega potencijala. In ogromno zatiranje tega. Imamo to. Po eni strani, gor so študentje, profesori zaskrbljeni zaradi tega, ker ne vejo sploh kakšen film nastal, zato ker študenti nimajo nobenih idej, ker nimajo problemov. Pri nas imajo pa vsi ogromno idej in se profesori in seveda bolj filmski centri in filmski skladi in ministrstva ukvarjajo s tem, kako to zatreti, pa kako to onemogoči, kako ne da Tomšiču pa tem. Jaz tle strinjam, da Slovenci smo zelo kreativen narod, vsak tret, ki je hodil v šolo, je neko poezijo pisal in tako naprej, skratka, je tukaj neka, je to naša sigurno velika prednost, če bi znali to uporabiti kot del te naše eksistence, naše vizije dolgoročne. Problem je v tem, da bi moral začeti nekdo o tem razmišljati, ker v bistvu pride pa spet pa do tega samokritičnosti, češ sej to pa ni nič v primerjavi z Goethejem, pa v primerjavi s tem, kar so te naredili, polni naredili in tako. Skratka, vse te stvari ustajajo tukaj zaradi te naše večne samokritičnosti nekako majhne. To smo tudi za Slovence značilno, da sploh slovenski intelektualce, če govorimo o Slovencih, Sloveniji in narodu, se tega zelo izognemo, razen če govorimo o negativnem pomenu tega. V tem, ker recimo pri Nemcih pa nikoli ne boš začutil, da bi imeli on nek sram pred tega, da je on Nemca. Ne glede na to, da je njegov dedek kaj počel med drugo svetovno vojno, še zmer Nemci je počit ponosen na to, da je Nemc. Pri Slovencih pa tako je, zdaj pa da ne bomo žalil unga, pa da ne bomo žalil unga, bom pa raje tole nacionalno pripadnost pa malo zamolčil, ali pa bi jo drugač zapakiral, pa se malo še jo kritiziral. No, da jaz mislim, da če hočemo to kreativnost zbuditi, moramo začeti vzpostavljati tudi lastno samozavest, pa ne zdaj ste neko ponosnost na to, da si Slovenc, ne zdaj zato, da si Slovenc ali pa Nemc, v bistvu nimaš biti kaj ponosen, ker s tem nimaš nič razen, da si rojen tukaj, pa da je vzgojen. Ampak to samozavest, da to pač ti si, to mi smo, to, kar si ti rekel, to mi smo, dajmo biti taki in dajmo to delati in dajmo razvijati, ne se strahovati tega, da smo taki. To mislim, da je bilo tak pozitiven pristop. Tako sproščeno izhodišče za to ustvarjalnost, ne? Ja, mislim, jaz zdaj ne vem, koliko smo mi zdaj kreativni Slovenci napram ostalim narodom. Po moje smo dosti podobno kreativni, mislim, da smo vsa živa bitja, mislim, da vsi ljudje tako. To ti bomo skoči, par let sem bil urednik na Gogi, ne moreš verjeti, koliko smo kreativni, koliko dobiš enih rukopisov na let, tako da vem za druge urednike, v glede sem doma. Ja, meni se zdi vse še zmer problem glavno vzgoja tle, zato ker pač sistem, ja, mogoče sem pa mi ustrelil. Ja, pač tudi tako, ko se pogleda v nogometnost. Dobro, jaz sem zdaj pač recimo bil v Franciji, pa v Remsu imajo svoj kulturni center, ki v bistvu prevzema to odgovornost za umetnost in se pravi, tam pridejo otroci šole v neko drugačno okolje, ker se lahko sproščeno ukvarjajo s stvarmi, recimo, mislim, to je en od modelov. Pa tudi vem, zaradi tega, ker jaz sem tudi bil na Švedskem 4-5 mesecev, da je tam to zelo poudarjeno, vse v šoli, in v bistvu nekako da temu predmetu večjo težo, kot tukaj, kjer se pač ocenjuje, vse to itak, da se ocenjuje tako malo. No, nič. Zdaj so sicer ocene, ampak... Ja, zdaj so ocene, se ne vem več. Ampak ja, mogoče, nekaj tudi sama, res sem razmišljala v tem smislu, ker vem, tudi ti si zelo lepo napisal v mailu,
s katerim si odgovarjal na moje povabilo in si rekel, ja, to je potrebno, kulturna implementacija. Ne. Se pravi, mogoče je to, kar bi lahko pomagalo k tej spremembi tega osebnostne strukture, neke skupnosti, v smislu te sproščenosti, pristnosti, iskrenosti. Ne. Mislim, da to umetnost daje. Ne. Tako da, če bi jo ustrezno implementirali na vsa področja, bi morda se to čutilo tudi drugje, ta pristop. Kako? Imaš ti kakšne konkretne ideje, kako implementirati to umetnost, da bi učinkovali? Točno kako, ne? Ja, to iščemo recept. Ja, obrniti sistem na glavo, se pravi, učitelj je poslušalec, učenci so pa te, ki so učitelji, nekako tako, ne? Jaz sem zdaj začel delati nek predmetnik za akademijo, neko lutkovno, ki bi lahko nastala kot svetovni lutkovni center. Tako da sem pač malo s tem ukvarjal, kako bi to praktično čist izvedli. Je bilo pač itak v povezavi s tem, da pač je izkušnja pred poznavanjem teoretskim, objektivnim, se pravi, da gremo na ta s tem otroškim pristopom k stvari. Ampak to je že en korak naprej mogoče v tem trenutku. Tega, česar ni, je zavedanja od pedagogov naprej, recimo na akademijah, po moje, jaz lahko govorim vsaj o moji, da je njihovo ustvariti pogoje, da mora biti iniciativa pri študentih, otrocih, kdorkoli pač se kreativnost gre. In mislim, to je razlika med nami in Francijo, ki ima imenitno kulturno politiko, mi pa imamo kulturno nepolitiko ali pa nekulturno politiko ali karkoli že. In Švedsko, ti dve državi delata to na dva različna načina, ampak oba se zelo razlikujeta od našega, ki je recimo ta najboljši minister od vseh, ki je zdaj. Jaz sem mu napisal en mail, kjer sem mu pokazal na Hrvate, ki so nas prehiteli. Mi smo bili namreč 95. ali pa po osamosvojitvi, 95. smo bili najboljši med vsemi temi bivšimi vzhodnimi in bivšimi jugoslovanskimi, seveda oni so bili zapleteni v vojne in tako naprej. Mi smo imeli filmski sklad, kar je bilo korak v pravo smer. To je bilo podobno, tako kot imajo urejeno po zahodni Evropi, kjer že imajo, recimo, če bom govoril o filmski, ampak to velja za vsa druga področja. Za filmsko področje tle je zelo potrebno to, zato ker je veliko kapitala potrebnega in ne moreš se iti kot pisatelji, ki lahko pišejo na zalogo, pa potem prodajo ali ne. Za film moraš imeti infrastrukturo, moraš imeti posebne pogoje. In mi smo, zaradi tega, ker so filmski sami naredili to, leta 1995 imeli en tak filmski sklad. In smo bili prvi. In so vsi Bolgari, vsi Romuni, vsi Čehi, vsi Azerbejdžanci nas gledali gor. In Hrvati so beležili, kakšne načrte smo imeli, kako bomo mi to razvili naprej. Še ti začetek, ki smo ga imeli od 95. leta, ampak kaj se je zgodilo? Vsa politika je napela vse sile od leta 95 pa do leta 2014, da nismo naredili korakca naprej, da smo obstali na istem mestu in nas je celotna vzhodna Evropa in celotni Balkan prehitil. Še posebej Hrvati. V zadnjih 4-5 letih so postavili infrastrukturo posebnega. Oni so pogledali Poljake, ki so to naredili prej, pa malo Čehe, spostavili so stike z Danci in so se dali poučiti od njih in so naredili en sodobni sistem. No in jaz sem to ministru sam namignil, da se je to zgodilo v zadnjih 15 letih in da je bilo čas, da se kaj spremeni. Njegov prvi odgovor, koliko je bilo več, je bil, mi imamo vse, kar imajo Hrvati in še več. Pol je bilo tega dopisovanja malo več, pol je bilo to pač, da je povedal, da se ne da in jaz sem
potem se večkrat potegnil nazaj, pa se rekel, ja, politika je tem, da je umetnost možnega in tako naprej. To je bilo na začetku njegovega mandata. Nič posebnega s tem ministrom, vsi naši ministri so taki. Jaz se bojim, da je še večji problem, čeprav je kultura res, kaj je že, evro vložen v kulturo, se povrne veliko bolj kot evro, ki so vloženi v druge proizvodnje. Študije so v tem narejene. Ampak vseeno je to en mali sektor v naši družbi, tako da ni največja nesreča, da so vsi naši ministri taki, da ne vejo, kaj je strategija, kaj je vizija, kaj je politika. Problem je, da je minister za gospodarstvo, se veste, kakšen je minister za gospodarstvo, a ne tiste, ki jih je naša predsednica vlade poljublja. Mislim, katastrofa je v tem, da so naši politiki res katastrofalni. Mi smo perfektni, se kregamo in si nasprotujemo in smo zavistni, ampak takih politik se pa kljub temu ne zaslužimo. Ja, to se zelo strinjam. Jaz bi rekel tako še zmeri, da če govorimo ministri za kulturo, ki so bi najljubši, bi mogoče kar Školč, pa mogoče Rudi Šeligo, ki bi zelo malo časa. Rudi je bil izjemen. No, ampak kar se pa tiče implementacije kulture v Slovence, se mi zdi pa tle, kot se ti omenil, je šolstvo in to osnovno šolstvo nujen začetek. Namreč, če vzamemo, ne vem, samo primer moje hčere lansko leta, stara je bila 9 let, oziroma takrat je bila še 8, in grozno rada je risala. In pa pridem jaz en dan, se kar nekaj se spremenili, to je kar nekaj pa ni marala več risati. Karkoli se rekel, da je na riške, ne bom, da da se. No, pa pridem pa na govorilne ure in učiteljica, ta, ki je imela za popoldansko bivanje, rekla, a si morate misliti, vašo Špelo sem pa končno naučila risati. A ja, zato ne mara več risati. In skratka, dokaj imamo mi to, ker se ti rekel, da je to, da učitelj, zdaj pa bo tebe naučil on po enih pravilih risati in razmišljati in ti neko svojo logiko cepilo v otroku. Dolgo časa seveda se kreativno razmišljanje ubija in dolgo, ko se kreativno razmišljanje ubija, pa je treba pozabiti na kulturo, umetnost in vse ostalo, pa pridne učice. Zdaj pa verjeten sistem je pa tudi zasnovan tak, sistem si želi imeti pridne učice, ki veliko trošijo in ne sprašujejo veliko o tem, zakaj trošijo, pa zakaj ne morajo stvari imeti in tako naprej, zakaj jih je treba menjati na 4 leta avtomobile in zapravljati gore denarja, se zapufati in ne vem kaj za to. Pač sistem nas take rab, če hoče preživeti. Se pravi, implementacija kulture skozi osnovno šolo bi pomenila zrušiti cel sistem. Ampak zdaj pa, a smo to zmožni ali ne, je pa drugo vprašanje. Ne vem, kaj misliš? Ja, smo. Smo, absolutno. Mogoče, ja. No, ti si že začel s svojimi načrti, lahko še kaj poveš, mislim, me zanimajo tudi vi osebno. Imate kakšne konkretne načrte na tem področju, kaj vi nameravate delati v prihodnje, zato da bomo sprožili ene procese, vi kot umetniki, kot kulturniki. Matija. Ja, mogoče, ja, malo preveč je načrtov. Zdaj, eni so pač te, ko so bili zelo, bom rekel, fasadni, se pravi, sprememba politike in tako naprej, to v bistvu smo videli, da ne spremeni kaj dosti. Ljudje se ne spremenimo, če ne spremeni naš predsednik, predstavnik. Tako da, potem, ko se mi je zdela pač to res zelo pomembna stvar, se pravi te protesti, se pravi protestništvo kot medij, sem se v bistvu zdaj malo spreobrnil in premislil in se mi zdi, da moram začeti itak pri sebi, pri svoji familiji, sosedih in tako naprej. Tako da to je pa kar dolga pot, ampak problemi in žledolomi in take krize nam zelo pomagajo. Mi smo imeli zdaj v Kozarčah najprej povodenj in ljudje so se pritoževali, češ da, najprej so bili vsi zelo zadovoljni, jaz sem tam itak harmonko gor špilil na unmu čovnu, ko se je vozil iz moje bajte v sosedno vas in ljudje so pač
bili zelo zadovoljni, ker je končno prišla poplava, zaradi tega, ker so rekli, da vode ljudi združuje. In včasih je bil še pihalna godba, je bila še gor na splavu, danes je ni več, tako da so bili zadovoljni. Ja. Zdaj je pač še ta žledoloma, ne? Tako da zdaj bojo verjetno spet zadovoljni. Nimamo telefona, nič nimamo, tako da se ljudje dolgočasijo, ne? Oziroma morajo nekaj najti, neko drugo možnost. Ustvarjalni so zdaj. Naenkrat morajo ratati ustvarjalni, morajo se tudi kakšne službe ali kaj takega, mislim, te krizne službe se bojo morali najti in ljudje se bojo morali organizirati, tako je. Jaz mislim, da imam res ogromno srečo, da pridem v Slovenijo zmer takrat, ko je taka kriza. Ker zdaj se res da največ narediti. Se poglablja vsak dan sreča. Mislim, mi res drugače ne bi spregovorili, drug z drugim meni so tudi upozorili, ko sem prišel v to vas, da čim bom dan 2 meseca, me bojo začeli ljudje pač kritizirati in bom ratal sovražnik številka 1, a ne? Tako jaz sem se zmer pazil, da ne bom več kot 2 meseca, a ne? Ja. Tako da je pač, jaz imam zdaj take načrte, ne? Zdaj jaz bi rad čim več špilil za otroke, čim več bi delal takih malih skupnostih in pač režiram v Lutkovnem gledališču Ljubljana ali pa v kakšnem drugem gledališču, ampak tam padam v to mineštro z vsemi ostalimi umetniki, neumetniki, komercialni, odvisno kaj, ne. V bistvu je brez veze se matrati v nekih inštitucijah, ampak ustanoviti svojo inštitucijo, ki se ne sme reči inštitucija, ampak to je spet ta problem, ne smemo biti sami sebi inštitucija. No, tako no, skratka, zdaj hočem ustanoviti itak svoje gledališče na festivalih oziroma teh stvari, ki jaz počnem, se pravi, oživljati, navdihovati ljudi tako v momentu in bolj zginiti hitro, ne? To je pač moj sistem. Nekaj sem hotel reči, pa sem pozabil, pa ti povedal, če kaj drugega, ne? Jaz sem razmišljal podobno kot ti, tam marca sem mislil, ker smo res veliko stali tam zunaj in nas je zelo, in smo bili malo utrujeni, vsaj jaz sem bil, in sem rekel, zdaj je čas, da se človek obrne navznoter in nekaj naredi s svojim srcem, to tako teče. Ampak ni teklo. Zaradi tega jaz mislim, da še ni čas, da greva to budovsko smer. Zaradi tega, ker se je takrat marca, že takrat, ko je pač ona vlada ena padla, že takrat so se začele dogajati s tem našim vstajništvom stvari, ki se ne bi smele, ki so vsak dan slabše in mislim, da neki teh nas, ki smo bili takrat zraven, se moramo spet angažirati. Namreč, začel se je kregati, mislim, da se biti neki ne, žrtv udeležil tega. Pa mogoče prvega takega spora, ampak teh sporov in delitev ni konca. Zdaj, posledica je, da je zdaj nešteto teh vstajnikov in nešteto malih vojvod, ljudi, ki so popolnoma narobe razumeli. Oni niso dojeli, da so to ljudje, vstajniki, da so to ljudje, ki so prišli, ki so naredili svoje, oni mislijo, da so to oni naredili, ker so se slučajno znašli v teh vlogah koordinatorjev ali lobistov, ker je bilo treba par stvari organizirati in tako naprej. In zdaj ta zadnji, od takrat smo imeli 5 vstaj, ki so bile zgrešeno, bi rekel, sklicane. Prepozno, premalo koordinacije, premalo dogovarjanja, premalo dogovorjeno, zakaj sploh gre in na vsako od teh vstaj je pač prišlo 50 ali 100 ali 200 največ, drugače pa 10 ali 15. Mi smo največja vstaja skoraj zdaj, tle, če to proglasimo za to. In to drugače biti ni moglo. Zato, ker je bilo to tako narejeno in jaz sem pol, ko sem na začetku smislu, smo mladi pa neizkušeni in se dogajajo napake, šele dosti nedavno sem se streznil in vidim, da je to vse splošno in sem začel celo sumiti, da to delajo neki ljudje namerno poslani, plačani za to. Ker ne samo, da popolnoma nekompetentno sklicujejo vstaje, potem se blazno trudijo v medijih takoj razlagati, ljudje nočejo, Slovenci smo taki, da mi, in tako naprej.
In to razlagajo po tej zimi, ko smo pokazali, da Slovenci pač nasplošno nismo taki. Zaradi tega jaz mislim, Matija, da bo treba nazaj ker ne bomo lutkarstva niti kulture rešili, če ne bomo rešili celote. Ta del kulture je čist intimno povezan, bi rekel, s celotno našo politiko ali pa s celotno našo krizo. Ampak najbrž je, tukaj ponujate pač še vedno dve poti, eno ta, rekla, globalno, nacionalno globalno, drugo pa lokalno, se pravi majhne skupnosti, lokalno delovanje. Lenart, na kaj ti staviš? No, kar se mene osebno tiče, mislim še malo pisati naprej, predvsem. Kar se tiče vstaj, se strinjam s temi zaključki, ki so bili, sam jaz tle ne bi to tako na ta način, da bi iskal neko zaroto od zadaj, bolj razumem to v temu, da je pač, ko je Janša padel, je polovica vstajnikov odpadla, ali pa še dobra polovica, se pravi vsi voljivci SD-ja pa Bratuškove oziroma Pozitivne Slovenije so se seveda logično nehali udeleževati po vstaju. Temu primerno je padla medijska pozornost tudi vsemu, kar se je dogajalo in vse skupaj. Po drugi strani se mi zdi, je tukaj tudi bil zelo močen motiv, da se je to zmanjšalo, absolutno veliko sposobnejša komunikacija Bratuškove z ljudmi, se pravi ne taki te porine na to, da se nasršaš pa rečeš, da je pa dosta, ampak da te skozi nekako malo boža pa pomirja, čeprav ti dela v bistvu hujše stvari, ki jih je delal Janša, kar se davkov in vsega ostalega tiče, ampak nekako kar prenesemo. Tako da, meni se zdi vprašanje, koliko so vstaje v tem hipu sploh možne. Ker jaz ne vidim enega ključnega momenta, ki bi ljudi spravil na ulico, enega tega preskoka, ki se je takrat zgodil v Mariboru, da bi se zdaj kaj takega dogajalo. Zato jaz mislim, da absolutno to, ti pravaš, je absolutno zelo dobro pot unim okoli sebe povedati, kaj je narobe, pa znati videti, da je razmišlji, bodi aktiven. Druga pot se mi pa zdi seveda, moramo biti politično aktivni, moramo tudi dobiti svoje ljudi v parlament, ki bo znotraj govorili in znotraj protestirali. Mogoče smo postavili svojo vlado in spremenili vse, ampak okej. Ampak tu bi se samo zdaj v tem zaključnem delu mislim, se spomnim na tvojo izjavo, Matija, ko si rekel, da je umetnost tudi politična. Če si aktiven, če si ustvarjalen, pomeni, da si družbeno aktiven in to je tudi politika. Ja, seveda je. Ampak jaz mislim predvsem največja umetnost, ki jo ne samo politika doseže, ampak se mora ta družba spet zavedati, da ta politika je tle gor, da oni so nič posebenega. Da oni so tle nastavljeni od ljudi za to, da delajo, izražajo voljo tega ljudstva. In to se mi zdi ta ključ, ki ga moramo razumeti in ki ga moramo doseči pri politiki. To najbrž ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi lokalno. Lokalno, nacionalno in tudi evropsko verjetno. Absolutno, tudi evropsko, če hočemo, da bomo preživeli in zaživeli. Je pa to zelo dolga in zelo komplicirana pot. Absolutno. Ja, moral bi biti tako, kot praviš, pa ni, zdaj bom zelo robat ideološko, ampak veliko analiz zdaj govori o tem, da mi imamo posebej globoko in malo trdovratno krizo, ampak... Mogoče baterije treba zamenjati, lahko. Lahko mi imamo hujšo krizo, kot je drugot v Evropi, ampak ta kriza je evropska in je kriza evrocone in ima svoje razloge, ki so ravno v politiki, ki se je spremenila v degradaciji demokracije, ki je imela svoj višek v zahodni Evropi, tam v 80-ih, 90-ih letih, od tam naprej gre to navzdol. In je prišlo do ene zločeste sprege med kapitalom, med financami in politikom, kar pri nas lahko zelo dobro vidimo. In ker mislim, da zaradi naše pridnosti in ubogljivosti, ker delamo
več, kot se od nas pričakuje, konkreten merilci za toploto, ki povzročajo veliko težav in veliko stroškov za ljudi, zakaj se je to pri nas to ni bilo potrebno narediti, to je bila neka direktiva, neko priporočilo v Evropski uniji. Politiki eni so pri nas videli, da je to možnost za 3-4 podjetja njihovih klientov, da bodo na ta račun zaslužili, tako se stvari pri nas delajo. Tako se stvari delajo v Evropi, tako se stvari delajo po svetu, ampak pri nas se mečken bolj zares, zaradi tega smo mi v večjem govnu, kot je Nemčija, kot je Francija in tako naprej. In tle zaenkrat ni izhoda. Hecno je, da nas zdaj poskušajo disciplinirati, pa da moramo šparati in tako naprej, ampak noben nam niti ne poskuša razložiti, da bo to pripeljalo do neke dobre, boljše situacije. Mogoče reče, ampak ker ni boljše situacije na ta način, kot se to gre. Zaradi tega se mi zdi, da ne vemo, če je obstaja možno ali ni, zaradi tega, ker je noben ni sklical tako, kot se spodobi. Lahko bomo rekli, da ni možno takrat, ko bomo enkrat se en mesec pripravljali na to, se dogovorili vse in sklicali, pa ne bo nihče prišel, pa bomo rekli, evo, zdaj pa minilo to. Ampak ne glede na to, če je možno ali ni, je treba se potruditi, ker mislim, da je ta pritisk ljudi z ulice še edina stvar, en redkih instrumentov in tu smo pa en korak pred drugimi v Evropi, čeprav Grki v drugačni situaciji protestirajo in kaj sem tudi v Španiji, ampak naši protesti so bili bolj politični, manj za direktno denar, kot je na teh različnih mestih in tle smo bili, se mi zdi, en korak pred drugimi. Vsekakor bi morali se organizirati tako, da bi manifestirali na ulici spet to moč grožno politike, da ga ne morajo srati, tako kot ga serijo zdaj. Ker, jaz ne vem, kako vi gledate poročila vsak večer, ampak zame je to na žalitev mojega človeškega dostojanstva. In nekaj časa potem, lansko leto, januarja, februarja, nekaj časa so se večkrat unesli, nekaj časa si videl, da so večkrat negotovi, nekaj časa so tudi se sklicevali na ljudi na ulici. Zdaj počas to popušča in so spet taki, kot so bili pred tem, ko smo šli na ulice. In jaz mislim, da je absolutno nujno, da vsaj enkrat pokažemo, da smo sposobni se mobilizirati, če bo potrebno in verjetno bo potrebno. Jaz sem ne vem, če je način pravi, sej način je lokalni, globalni, neki vmes. Način je pa tudi medijiranje oziroma komuniciranje z nacijo. In danes je to zelo enostavno, glede na to, da pač poteka vse preko individualnih medijev, skoraj v naši sobi oziroma na našem WC-u, vsak svojo televizijo in sprejema vsak impulze, tako kot mu oni gor naročijo. Tako je po moje ta način zdaj glih ta, da ustvarimo medij, ki bo prevzel v bistvu to vodilo, ker pač ljudje imajo take vrednote zaradi medijev tudi, in oziroma ne vem, do kakšne mere zaradi medijev, do kakšne mere zaradi korenina, Sej pri nas je pač levica razparcelirana, desnica pač zaradi tradicije drži skupaj, in če bi pri nas imeli tudi neko, če bi levica imela nek skupni imenovalec, ki ga nima, Ampak katere medije misliš? Katere medije? Ja, skozi katere medije? Ja, muzika. Ja, skozi, danes je to tudi vprašljivo, ker danes so tudi ljudje prenapolnjeni in težko prebavijo vse informacije in jih sploh racionalno v glavi umestijo. Tako da po moje vseeno je treba tudi na ta način postaviti drugačen medij. In to je lahko tudi vstajništvo eno teh medijev.
ulica. Kulturno vstajništvo, fanzin, radio, karkoli, ne? Ja. Ja. To ne vem, če je identiteta, ampak mene je sram ene stvari. Bil sem v Mariboru pred enim mesecem in sem gotovo nekaj, za kar nisem vedel, ali pa sem si predstavljal, da je drugače in sem živel v zmoti. Kot veste, so v Mariboru obsodili, zaprli nekih 200 ljudi, potem so dali na sodišče nekih 20, ene 6 so jih obsodili. O tem se je zelo malo pisalo, nekaj je bilo namigov, pa tako naprej, ampak to, kar me je šokiralo, je, da sem videl, da so to politični procesi, da so imeli 30 razprav za te fante, skoraj vsi, ki so jih ujeli, so bili taki verjetno malo mazoljavi, pa mečke narodni, taki, ki se niso čisto dobro znašli na tej ulici, policaji so pa rabili nekoga. Večina so taki, to niso razgrajači in mislim, da ni nobenega med njimi taka. Nisem spremljal, ne. Imam enega študenta, ki spremlja in on me je obveščal in kljub temu dela in film o tem. Kljub temu jaz nisem vedel, kako hudo je, kako grozen proces je. Recimo, teh 6 so obsodili na 7 mesecev, zato ker po 6 mesecih izgubiš službo. To so iz preprostih družin, fantje, en hoče biti gasilc, ne bo mogel biti, zato ker je obsojen. En drug je hotel biti vojak, ne bo mogel biti, zato ker je obsojen. Najhujši pri tem pa je, in tle sem se popolnoma prevaral ali kaj, zaradi tega, ker takrat, ko sem jaz imel nek konflikt z Janšem okrog enega pisma, ko me je nekaj zagrozil, sem dobil pro bono odvetnikov, vse ta velike hiše so stopile okrog mene, en gospod iz Švice mi je obljubil denar, pa ne vem kaj vse, sem se počutil zaščiten, fantastično. In sem vzel kot samoumevno, da se to dogaja tudi v Mariboru. Te družine mariborske niso dobile nobene pomoči, nobenega pro bono odvetnika in zato, ker je 30 razprav in vsaka razprava stane za odvetnika, ne vem, 300, 400, 500 evrov, so družine zadolžene, oni prodajajo stvari za to, da financirajo to in so zato potrošili med 10 in 15 tisoč evrov. Mi, vstajniki, ki bi morali, to so naši fanti, jaz sem rekel, mi bi jih morali zaščititi, tudi če bi bili nasilni, pa te slučajno niso bili. Te uporabljajo za to, da bi prepričali ljudi, da se ne splača iti na cesto. To je tudi lahko en izmed razlogov, zakaj je tega entuzijazma manj. Zato, ker so mladini pokazali, pazite se, lahko si življenje uničite, če greste na cesto. Tudi če bi bili nasilni, ker če greš protestirati na cesto in si soočen s policijo, je pač riziko, da bo nasilje precej velik. Tudi če bi bili nasilni, bi jih morali zaščititi, s tem ne bi rekli, da smo za nasilje ne ostaja. Ampak zaščititi kot naše, kaj bi rekel, soborce. In smo jih pustili in jih še vedno puščamo na suhem. Celo kar se denarja tiče, ker ena nabirka za to, da bi odrešili teh 10-15 družin iz groznega položaja, bi bila verjetno nekaj zelo preprostega za narediti. Neke akcije so, ampak te akcije služijo bolj nekim skupinam, da se promovirajo in da se kaže, kako so dobročinitelji, kot pa, da so koristne za te ljudi. To vem zaradi tega, ker na tej predstavitvi ene knjige, enega zbornika v Mariboru, so spregovorile mame, 7 mater od teh ljudi. Zelo konkretno, zelo prizadeto. Ne samo, da sploh niso govorile o denarju, ampak so govorile o izdaji, zato ker ne čutijo nobene podpore od nikogar. Ja, zdaj smo prišli do vprašanja prihodnosti vstajništva, ampak ugotovili smo, da je to en medij. Medijev je pa dejansko več in umetnost gotovo je ena. In tukaj v Sloveniji smo pravzaprav pokazali, da se da povezati celo upor, revolt z umetnostjo in da je ravno umetnost tudi, jaz mislim, da tukaj, da bi mogoče lahko proti enemu zaključku, vsaj v tem delu,
da bi lahko oblikovali zaključek v tem smislu, da je umetnost tista, ki v resnici nas sprošča, ki ustvari pogoje za to demokracijo, ki jo želimo. Ne? In v tem smislu bi morali delati, tudi vi osebno kot umetniki, tudi mi vsi skupaj, ki želimo, da ta ustvarjalnost pride v vse pore slovenske družbe. Ne? Jaz bi na tem mestu vprašala še spoštovano publiko, kako vi vidite, kje so poti. Jaz bi predvsem res mogoče ostala pri tej ustvarjalnosti. Ne? Danes pač ob bližajočem se kulturnem prazniku je osrednja tema ustvarjalnost, umetniška ustvarjalnost, ki pa kot rečeno jo lahko apliciramo na vsa področja. Kako vi vidite Slovenijo na tem področju? Imate kakšno vprašanja za naše goste ali pa kaj drugega tudi pravzaprav? No? Prosim. Da? Lahko na glas. Ne, jaz sem samo reči, da jaz umetnost dojemam tako kot eno povezovalno sredstvo med ne vem, kot si rekel, ko je en problem, ali pa po vojni so bili filmi o vojni, ki so združevali ljudi, zdaj bojo filmi o, ne vem, katastrofah, o ničem, ne. Kar pa najbolj pogrešam je pa, na primer, da se vrnemo tisto, ki ste vi rekli domače, ne, ko ima zame, na primer, pozitivno konotacijo, je, da smo vsi pri svojim televizorjem in ko greš ti ven, ne boš najti več vsake gostine nekoga, ki ti bo zapel, prebral poezijo, nekaj zrecitiral, se moraš namensko iti nekam vse, da to dobiš, recimo, ne. Včasih sem videl bilo tega več in jaz ne vem, kako bi otroke vzgojili, da bi to spet počeli, na primer. Da bi, tako ko je imela vsaka vas prej 3 muzikantarje in zmeraj bil nek na voljo. Ben, vprašanje, če niste slišali, je bilo pač to, da je bila umetnost nekakšen povezovalni člen včasih, danes je pač drugačni čas, drugače se medijira in drugače v bistvu ljudje komuniciramo med sabo, oziroma drugače smo vodeni, v bistvu smo vodeni danes. Danes ne gre za neko komunikacijo oziroma dialog, ampak gre za sledenje nekim obrazom, slikam obrazi, to je češko. No, ja, ne vem, meni se zdi vsem pač itak lokalna skupnost, pač središče tega dogajanja, oziroma bi morala biti, ne? Ker ljudi pač danes ne spraviš ven, ne? Če nimaš res strašno dobrega razloga, jih ne spraviš ven. In to lahko narediš tako, da jim sklopiš elektriko, ali da prije en diktator na oblast, ali pa da je sled. Ali pa moraš biti res zelo smešen, da pridejo na tvoj nastop, ne? Jaz se trudim delati neke vrste analogno gledališče. So mi rekli, neka kritika je bila, da pač delam analogno, dobra kritika za me, ne? Pač analogno v smislu, da pač gre vse pač za direkten odnos, ne? Človek, v bistvu isto glasno, ne? In na ta način analogno. In na to nismo navajeni več, ne? Nismo navajeni v bistvu se stišati, zato da bi pa sluhali zadevi, ne? In tle je ja, mislim, kaj je za narediti, ne? Ja, kaj je za narediti, ja, pač spet se moramo začeti navajati na take stvari, ne? In po moje itak, kaj je za narediti. Vse to sem že rekel, pač šola, ne? Šolski sistem bi se moral spremeniti in v šolskem sistemu bi se moralo to prakticirati direktno že. Nastopanje, umetnost, igranje, karkoli, komunikacija, vse to je vse komunikacija. No. Tako jaz nimam sploh nobene druge variante, ne, tle, kot šola skoraj, ne. Ti ne boš nobenega, ti ne boš razen radikalne, atomska bomba, no. Ja, šola pa tudi to, ne, tudi družina, recimo, ne, pa ta naša družinska navada, ne, zavanjati, da nekam greš. V bistvu par let nazaj sem bil v Veroni, ne, sem bil zelo pozitivno presenečen, ker je bila Verona zvečer polna ljudi, mladih in starih, in sem videl, so mladi prišli in šli v svoje lokale, starši njihovi v druge lokale, pa tam bene polnoči nekje so šli pa skupaj domov. Ne. Sem rekel, mata, v Sloveniji tega ne vidiš, ne, mislim, če pa že pa zelo redko, pa za kakšen prazen, pa kakšen poseben dogodek. Vsi pa je tak čisto običajen dan, ne vem. Ker se tudi naslednje večer isto ponovilo. Ne. Skratka, to našo družabnost je treba spet nazaj vzbuditi, ne, ker se spomnim, da tudi nekje, ko sem bil še na faksu, se pravi tam
90, 91, 92, je bilo Ljubljana po polnoči kar dosti polno pa živahno mesto. Če greš danes po ljubljanskih ulicah, so mrtve, izumrto mesto, praktično, razen mogoče spet od petek zvečer. Skratka, to, da se malo družimo, če se družiš, pa se tudi odpira več lokalov, če se bolj družimo, pa se tudi muzikanti pojavijo v nekih lokalih, kjer hoče biti muzikanti, kjer pač noče biti te plastične godbe. Ampak jaz mislim, da dokler, kakor si rekel, se sami ne spremenimo, ali pa na šolo ne spremenimo, pa vse pa dokler sami ne pokažemo želje, potem se stvari ne bodo zgodile. Najprej bi vse čestitke avtorici tega projekta in vsem, ki v tej zadevi sodelujete. Mene ena stvar pa tej zanima, bi rad vsem povedal. To je neko dogajanje, ki je v naravi, da intenziteta oziroma gostota enega pojava napram gostote, ne gostoti drugega pojava, gre k nekem izenačenju teh dveh pojavov. Je to tako. To je tudi tako v družbi. In lepo je to, da se ravno v tem multikulturnem prostoru, kjer se srečujejo dve kulture, dogaja ta projekt. V društvu Tiger smo lansko leto organizirali en simpozij, posvetovanje v Ljubljani, Muzej novejše zgodovine, in Torna Parklič je zelo analiziral prihod Primorcev v Maribor. A veste, da se je do prihoda Primorcev v Mariboru bil ulični jezik v Mariboru nemški. Potem se je začelo bolj slovensko govoriti in tako naprej. S tem tudi so rekli, da smo Primorci pa boljše punce pobrali, pa od tega pol tudi jeza. Do takrat, dokaj niso Primorci prišli gor, je bilo v vrtovih v Mariboru zelje, fižol, pa kakšen krompir, pa je bil pa pomodori, pa radač, pa ne vem kaj še. Govori zaradi tega, kako je to pomembno. Pomembno za narodno identiteto in še enkrat vse čestitke in z veseljem se bomo udeleževali tudi na daljnih večerov. Mislim, da je potrebno to, da se tega zavemo, da tudi delamo na tem. Hvala lepa. Okrog identitet, ker zgleda včasih se tako interpretira, da tisti, ki govorijo o identitetah, pa o nacionalnem, pa o narodnem, da so nazadnjaški in da je to pravzaprav nekaj negativnega, na drugi strani je pa, ne vem, multikulturno, pa to pa ni, ne, zaradi tega, ker seveda multikulturnega ni brez kulture, brez več identitetno ne more obstajati, je sestavljeno iz različnih identitet. In meni se to sploh ne zdi noben problem. Jaz sem na pol Štajerc, na pol Primorc, to ni, da sem pol dober, to pomeni, da si dvakrat, pa zdaj ne govorim to kot floskul, ampak dejansko identitete nacionalne ali regionalne se akumulirajo, se števajo. Tisti star pregovor, s katerim so mene vsaj pitali, da več jezikov, kot govoriš, več si vreden. V tem smislu drži, je neke vrste metafora za to. O tem govori Boris Pahor na en presunljiv način, ker se mu je to zgodilo ravno v Kopru. On je bil, ker je mislil, da lahko imaš kot otrok, da imaš lahko samo eno identiteto, in on je imel svojo slovensko in so prišli Italijani in ni razumel, kaj zdaj in zakaj bi on to eno moral dati in prevzeti eno drugo, in je bil v krču in v travmi in mislim, da se mu je tle na učiteljišču na semenišču se mu je zgodilo, in sicer mu je en istrski Hrvat, kot pripoveduje, razložil zadevo v tem smislu ravno.
da ni treba zamenjati, ti sam naložiš, ti boš ostal Slovenc, pa vzameš še ono italijansko in to je več, ne manj. In to dejansko tako je, samo da zelo pogosto se tega ne zavedamo ali pa so, kaj bi rekel, obstajajo problematična pojmovanja nacionalne in drugih identitet, ki se jim pripisuje prvič prevelik pomen, potem se jih interpretira izključujoče. Ta izključujočnost je temeljni problem, tudi vstaj. Ker kar naenkrat vstaje so uspevali zaradi tega, ker je vsak je bil dobrodošel, da prinesel svoje zadeve, svoje parole, svojo ideologijo in čim se je to obrnilo v to, da drugi ni več nekdo, ki prinaša neko bogatstvo, nekaj dobrega, ampak je nekaj, kar predstavlja grožno, takrat je začela stvar propadati in mislim, ne more biti bolj jasno, da je to isto velja tudi za etnične stvari. Se zahvaljujem, mislim, da je ta vključevalnost, smo že v začetku ugotovili, da je morda to problem, to sodelovanje, solidarnost, to, kar nas krize prisilijo v to. In jaz tudi osebno lahko rečem, da sem dobivala že po glavi, ko se ukvarjam z medkulturnostjo in jih dobivam, ko se ukvarjam z nacionalno identiteto ali tudi z narodno identiteto. In tudi sama sem prepričana v to, tudi čisto znanstveno bom rekla, se da to dokazati, kako ta dva pogleda, te dve tudi skrajnosti, ki sta lahko skrajnosti, ampak sta združljivi, tudi na ravni posameznika, posameznik je lahko in samozavesten ali zaveden Slovenec recimo, ali zaveden Hrvat, ali Slovenec in Hrvat in Italijan in še kdo, hkrati pa odprt do vseh in vsakogar. In to je tisto, kar mislim, da bi morali si postaviti za cilj, to, kar smo rekli, da znamo prisluhniti drugemu, da vprašamo, kdo si v resnici ti, da poslušamo tako kot, spet ne bom govorila o naših politikih, ampak dejansko marsikdo ni zmožen prisluhniti drugemu, niti po mojem vsakdanjem življenju, kaj šele kot politik. Tako da mislim, da je to eden od ciljev, ki jih bomo uresničevali še naprej. In vas že sedaj vabim na naslednji večer, to je petek, 14. februar, Valentinovo, koliko je to že slovenski praznik, in bomo gostili ravno nekoga, ki tudi gleda, ki ima to pluralnost identitet, to je Goran Vojnović, pisatelj, in bomo spregovorili ravno o vprašanju lokalne, regionalne, nacionalne in tudi priseljenske kulture v tem kontekstu lokalnega, regionalnega, in z njim se bodo pogovarjali torej se bosta pogovarjala še dva literarna teoretika in zgodovinarja, dr. Miran Hladnik in dr. Irena Novak Popov. Tako da bomo pravzaprav v tem mesecu kulture tudi skozi literarno zgodovino in današnjo literaturo pogledali, kako se te različne kulture, ki tvorijo današnjo slovensko kulturo, kažejo skozi literarno umetnost. Tako da lepo povabljeni v osrednji knjižnici oziroma v knjižnici na Čevljarski ulici. Zdaj pa vas vse skupaj povabim, jaz mislim, da bi morali nekako pokazati ali ob zdravici ali tu, bi raje pokazati, da mislimo resno, tako kot je kolegica rekla, da umetnost ni nekaj ločenega, da umetnost ni nekje zunaj, tudi znanosti, da bi torej prisluhnili mogoče vsaj kakšnemu komadu, da tako rečem, na harmoniki Matija Soceta, če je Matija za. Jaz bi tako, ne vem, mogoče
dobro, da je zdravica, ob zdravici, se strinjate? No, potem jaz vas lepo vse povabim in bi se rada zahvalila tako torej obema soorganizatorjema za vino, še posebej knjižnici, koprski knjižnici in za ostale dobrote, večino ostalih dobrot zavodu Terra Viva, kjer si lahko tudi vzamete njihove prospekte in torej vas vabim, da skupaj nazdravimo z domačim vinom in pomažemo domač kruh v domače oljčno olje. Da ne bomo nadaljevali. Tako da hvala lepa in vas vabim v sosednji prostor.